Koki in zlata skleda. Neke noči se je nad Stično razdivjala silna nevihta. Grmelo je in strele so švigale sem ter tja. Temno je bilo kot v rogu. Sredi nevihte pa se je znašlo majceno, prestrašeno bitje. To je bil papagaj Koki. Veter ga je premetaval sem ter tja. Nazadnje ga je odpihnil v nekakšen tunel. Koki je padal. Zaropotalo je. Nenadoma se je znašel na trdih muzejskih tleh. Hitro se je pobral s tal in poklical. Nihče se ni odzval. Odločil se je raziskati neznani kraj in si poiskati prostorček za spanje. Pogledal je okoli sebe. Stene so bile polne velikih slik. V njegovi bližini so stali nenavadni kipi. Mogoče bi lahko tukaj imel stranišče, a kraj za počitek bo poiskal drugje. Letel je dalje čez tihe, velike sobane in se čudil predmetom. Potem je zagledal nekaj, kar je bilo podobno gnezdu, samo še lepše in bolj bleščeče je bilo. Zadovoljen se je ulegel in zaspal. Koki je spal kot polh vse do jutra. Nevihta zunaj je ponoči ponehala. Kdo prihaja? Ah, to je muzejska restavratorka, ki je zjutraj želela očistiti zlato skledo. Ko je prišla do nje, je v njej presenečena zagledala spečega papagajčka. Ne bo ga budila. Nežno ga je dvignila skupaj s skledo in jo odnesla v svojo delavnico. Koki je spal tako dobro, kot že dolgo ne. Sanje so bile čudovite. Sanjal je, da se je znašel pred polno skledo koruze, ki jo je imel zelo rad, in je zobal, dokler ni imel trebuščka povsem polnega. Iz sanj ga je prebudil nežen dotik. Odprl je najprej eno in nato še drugo oko. Še vedno je bil v čudovitem novem gnezdu. Okoli njega pa so bili drugačni predmeti kot včeraj. Pa še nekdo je bil tam. Gospa, ki ga je prijazno gledala in ga pobožala. Ne boj se, je rekla, samo skledo bom očistila. Koki je z zanimanjem opazoval restavratorkine pripomočke. V rokah je imela nekaj, kar ga je spominjalo na majhno metlo. Kot da bi mu brala misli, je rekla: "To je čopič, veš?" Nato je narahlo pometla skledo in jo očistila prahu. Zatem je v kozarček nalila malo čistila. Natrgala je vato na majhne koščke
En delček je namočila v tekočino in očistila del sklede. Koki ji je želel pomagati. S kljunčkom je vzel naslednji košček vate in ga podal prijazni gospe. Sedaj je morala restavratorka samo še pobarvati delček sklede. Vzela je nov čopič in ga pomočila v zlato barvo. To je nanesla na popraskano mesto na skledi. Sedaj je restavratorka s Kokijem ob svoji strani vrnila skledo na njeno mesto na razstavi. Njuno delo je bilo sedaj končano. Koki je navdušeno letal nad skledo. Skleda pa je žarela kot zlato sonce. Restavratorka je šla do najbližjih vrat. Jih odprla in rekla: "Hvala, da si mi pomagal. Zdaj pa le pojdi domov." Koki je začutil domotožje. Njegovo mamico je moralo že močno oskrbeti. Poslovil se je od nove prijateljice, pomahal ji je s krilcem in odletel skozi vrata. Koki je letel proti potočku, ki je tekel mimo muzeja. Od tam bo že znal domov. Med letenjem pa se je skoraj zaletel v svojo mamo. V srečanju je dal poljubček in se stisnil k njej v objem. Nato sta odletela proti domačemu gnezdu. Konec.